Še preden se je sodna dvorana dobro ogrela, je županova odvetniška ekipa poskrbela za zaplet, sicer stalnico, ko na klopi sedi Boris Popovič. Preložili bi sejo, izločili sodnika, odločanje pa prenesli na drugo sodišče. Zaradi zaščite pravic naše stranke v končni odločitvi sodišča bomo videli, ali so bile naše bojazni in naše razlagovanje pravilno in utemeljeno. Katere bojazni? Zaenkrat ne bom več nič povedal. To je očitna zloraba procesnih pravic. Ni debate, sejo bomo opravili, odločno posegel predsedujoči senatu Aleš Arh. Obramba gre nad obsodbo z vsemi topovi, navaja kup kršitev med sojenjem. Popovič je dobil 3 leta zapora in 2 leti prepovedi na javnih funkcijah, ker da je z vnaprej dogovorjeno prodajo zemljišč občino oškodoval za 5 milijonov evrov. Ni res, bil je odličen posel, vztraja Popovič, občino so oškodovali vsi, ki so sodelovali v tem sodnem komplotu. Po uspel sesuti sodbo, namesto odgovora bi v svojem znanem slogu spet obračunaval z našim medijem. Ja, če Evgeniji Car ni uspelo urediti drugače, bomo zmagali, seveda. Adrenalin mu je najbrž pognala tožilka. 3-letna zaporna kazen je zanjo preskromna. Za Popoviča zahteva 4 leta zapora in 3 leta prepovedi opravljanja javnih funkcij. Večmilijonsko oškodovanje premoženja mestne občine Koper. Prodajala se je daleč največja nepremičnina na obali. Posledice bojo dolgotrajne. Zame ni dvoma o krivdi. Sodba bi lahko bila znana v 2 mesecih. Popovič pa bo tudi še naprej reden gost sodnih dvoran. En proces je tik pred koncem, v vrsti so še 3 zadeve še v sodni preiskavi, kriminalisti in tožilstvo pa tudi še niso rekli zadnje.